Ne, se en je še tle. Se en je še tukaj. Ker me nobeni nikamor, ker povabil, jaz ne sem vedel, da je treba kam. Ne, da bi se spomnil. Celotni inštitut za novejše. Spoštovani, dragi prijatelji, spoštovane gospe in gospodje, v izredno čast mi je, da vas lahko pozdravim danes. V tem pomembnem dogodku sem slišala, nekateri ste dejali, to pa je zdaj najpomembnejši dogodek, ki ga bomo danes obeležili. Pravzaprav je to, da se rodi neka knjiga, samo po sebi pomemben dogodek. Ampak se mi zdi, da ta knjiga, ki je pa danes pred nami, ki bo predstavljena, je pa res pomembna, se zadeva samo srčiko dogajanja v času druge svetovne vojne na Slovenskem. Gre za četrto izmed knjig, ki jih je Študijski center za narodno spravo izdal v okviru projekta, raziskovalnega projekta o revolucionarnem nasilju v času od 1941 do 1945. Zelo vesela sem, da se je raziskovalec Študijskega centra dr. Damjan Hančič lotil te tematike. Predtem je izdal 2 knjigi o revolucionarnem nasilju na Gorenjskem. Tretja knjiga, ki je izšla, je bila pa knjiga o revolucionarnem nasilju na Primorskem. Torej, Študijski center se načrtno in sistematično loteva revolucionarnega nasilja na slovenskem ozemlju. Ta knjiga, moram reči, se je rojevala v enem temeljitem znanstveno-raziskovalnem premisleku kar nekaj let. Več o tem bo avtor sam povedal, pa tudi dr. Tamara Griser-Bačar, ki ga je budno spremljala pri tem delu, in zato lahko rečem, da knjiga res temelji na temeljito preštudiranih in ovrednotenih virih, pisnih zgodovinskih virih, pa tudi pričevanjih, in je res nastala na temelju vsega, ali pa pretežne večine, do sedaj znanega gradiva o tej tematiki. Zato mi dovolite samo, da res še enkrat čestitam dr. Hančiču z željo, da bi se tudi v prihodnje loteval takšnih znanstvenih podvigov, pa da seveda mogoče malo umilim njegove skrbi, na kakšne reakcije bo ta knjiga naletela, verjetno na burne reakcije. Ampak to je pač usoda raziskovalca, ki se ukvarja s to občutljivo tematiko, o kateri pa je vendarle in še kako posebej na Slovenskem treba znova in znova govoriti. Naj se v tem zahvalim tudi dr. Griserjevi za njeno mentorstvo, za njene spodbude, za njeno res trdno pomoč, ki jo nudi ne samo dr. Hančiču, ampak tudi celotnemu Študijskemu centru za narodno spravo. Sedaj pa predajam besedo avtorju in pa dr. Griserjevi. Hvala še enkrat, da ste prišli. Vse tudi prav lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste prišli na predstavitev četrte knjige zbirke Študijskega centra za narodno spravo
revolucionarno nasilje. V središču te knjige je seveda slovensko glavno mesto Ljubljana z neposredno okolico, in sicer med leti 1941 in 1945. Damjan Hančič je torej svojima raziskavama Gorenjske, izdal je 2 knjigi, dodal še raziskavo Ljubljane in njene okolice. Kot avtor pojasni pod izrazom revolucionarno nasilje, ki so ga v času II. Svetovne vojne izvajale vojaške in druge oborožene skupine pod odločujočim vplivom komunistične partije. Hančič je svojo raziskavo razdelil na 5 sklopov. Pri tem je najprej prikazal stanje ob in takoj po okupaciji ter ideološko razdeljenost slovenskega političnega prostora. Potem sledi prikaz organizacij, ki jih je ustanovila komunistična partija, nato v 3. delu izvajanje revolucionarnega nasilja v letih 41 in 42, v 4. poglavju obravnava posledice revolucionarnega nasilja v Ljubljani, odgovor okupatorja na te in odpor proti revolucionarnega oziroma tradicionalnega tabora. Ta izraz se mi zdi bolj primeren. Prikazani so tudi konkretni primeri nasilja v Ljubljani in v neposredni okolici. Končno sledi prikaz revolucionarnega nasilja po kapitulaciji Italije in nemški zasedbi tako imenovane Ljubljanske pokrajine. Kar je izredno dragoceno, je imenski seznam žrtev. Mislim, da na strani 95 se začne imenski prikaz žrtev 41. in 42. leta, na strani 230 pa potem 43 do 45. V Sloveniji moramo upoštevati med vojno 2 ravni dogajanja, okupacijo in upor proti tej okupaciji in revolucijo ter upor proti njej, kar je povzročilo državljansko vojno oziroma bratomorno vojno, kot se tudi bere. Dr. Hančič je opredelil pojem državljanska vojna, ker tukaj je nekaj zmešnjave. Nekateri mislijo, da je to en ideološki izraz. Državljanska vojna pomeni nič drugega kot medsebojni spopad 2 taborov v neki državi, in to ne glede na to, kako močna je ena ali druga stran. Razmerje moči se tudi lahko spreminja, kar se je zgodilo seveda tudi v Sloveniji. Imamo državljanske vojne v Rusiji, v Ameriki in tako naprej. Vse posod se ta izraz v tem smislu uporablja. Slovenska posebnost je, da je komunistična partija med okupacijo sprožila revolucijo in da je zlorabila upor proti okupatorju ter začela, citiram, fizično odstranjevanje oseb, ki bi lahko prevzele vodstvo upora proti okupatorju izven njenega vpliva. K temu sodi tudi množično eliminiranje predvojnih orožnikov in uradnikov, ki se niso podredili njenim ukazom. V času, ko je bila Sovjetska zveza zaveznica Hitlerjeve Nemčije, je bila v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta, ki je bila, kot poveže ime, usmerjena proti imperialistom in ne proti okupatorju. Seveda ne, saj so bili komunisti zavezniki Nemcev takrat. Šele po nemškem napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo se je protiimperialistična fronta preusmerila v boj proti okupatorju in se je iz taktičnih
razlogov preimenovala Osvobodilno fronto, čeprav so komunisti boju proti imperializmom niso nikoli odpovedali. Osvobodilna fronta, kot že protiimperialistična fronta, je bila od vsega začetka prevladovana od komunistične partije. Vse najpomembnejše odločitve sploh ni sprejemala Osvobodilna fronta, temveč centralni komitej Komunistične partije Slovenije. Dolgoročni cilj komunistov je bil seveda prevzem oblasti, ker je bila Komunistična partija v Sloveniji maloštevilna, je potrebovala zaveznike. Ti so bili najprej krščanski socialisti in sokoli, pridružile so se jim še druge skupine. Ker je hotela partija v OF svojo prevladujočo vlogo obdržati, je začela graditi tudi represivni aparat. Že po nemškem napadu je vrhovni plenum Osvobodilne fronte pod taktirko partije sklenil, da je treba določiti norme za kazensko postopanje proti izdajalcem. Tako je centralni komitej v Ljubljani avgusta 1941 ustanovil varnostno obveščevalno službo, torej kratko rečeno VOS, mimo in brez vednosti vrhovnega plenuma OF. 16. septembra 1941 leta pa sta sledila odlok vrhovnega plenuma o monopolizaciji upora ter zaščitni odlok, ki je razglasil vsakogar, ki je deloval izven OF in partizanov za izdajalca. Pa tudi takrat, če je deloval proti okupatorju. Za izdajalce je predvideval smrtno kazen. VOS je bil izvajalec teh tako imenovanih likvidacij. Na podlagi dokumentov dr. Hančič nazorno prikazuje, kako je partija načrtno netila politično-ideološko nestrpnost. Vrhunec ideologizacije in revolucionarnega nasilja pa je bil konec, torej oktobra leta, atentat na predvojnega bana Marka Natlačena. Avtor objavlja tudi vrsto dokumentov, nekatere dokumente smo že v literaturi zasledili, tako recimo tudi ta dokument o Marku Natlačenu, ampak je dobro, da je enkrat to dobesedno objavljeno na koncu knjige. Drugi dokumenti so povsem novi. Tudi dokumenti o Lambertu Erichu so objavljeni, Bredi Hvala, Ivanu Pršuhu, Fortunatu Majdiču in Kazimirju Kukoviču. Od julija 1941 pa vse do konec leta 1942 je bilo 215 atentatov na posamezne osebe, vsi se niso posrečili, umorjenih pa je bilo 181 oseb. Večinoma so to bili ljudje, ki bi lahko ogrožali načrte partije. Med žrtvami pa je bilo tudi 12 partizanskih dezerterjev in partizanov, ki so bili v očeh komunistov nezanesljivi oziroma ki si niso držali discipline. V letih 1943 do 1945 pa so bile žrtve večinoma oboroženi pripadniki protirevolucionarne strani, vaških straž, četnikov, legijev in domobrancev. Tako je bilo leta 1943 med Ljubljančani kar 184 žrtev, večinoma so izgubili življenje na Notranjskem in Dolenjskem, leta 1944 pa nekoliko manj. Namreč 78 in leta 1945 zaradi množičnih umorov ob koncu vojne kar 931. Znanstvena monografija zgodovinarja dr. Hančiča je, po mojem mnenju, temeljna raziskava revolucionarnega nasilja v Ljubljani, sloni na temeljitem študiju arhivskega gradiva,
pridobljenega v Arhivu Republike Slovenije, Zgodovinskem arhivu v Ljubljani, ter na številnih tudi objavljenih zgodovinskih virih, časopisih, pričevanjih in literaturi. Ljubljana je bila izhodiščna točka revolucionarnega nasilja in prav zaradi tega je njegova raziskava izredno dragocena za razumevanje celotnega dogajanja na slovenskem prostoru med drugo svetovno vojno. Da dodam še nekaj besed o tem, kakšne bodo reakcije. Mislim, da seveda ni naša naloga zgodovinarjev gledati na to, kakšne bodo reakcije, če smo nekaj napisali, kar je res. Na drugi strani pa je slovenski prostor še vedno tako razdeljen, tudi zaradi tega, kar se je takrat dogajalo, da bodo seveda nekatere reakcije negativne, to je pa potem samo kompliment. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Zdaj bom veliko stvari je že dr. Tamara Griser Pečar povedala. Jaz bom zelo skrajšal in strnil svojo predstavitev knjige, potem bom dal pa še vam besedo, da boste vprašali oziroma kaj pokomentirali, če vas zanima. Tako lepo. A se sliši? V glavnem, ta knjiga oziroma ta študija obravnava, kot je bilo rečeno, ozemlje Ljubljane, se pravi, tisto območje, ki je bil, se pravi, osrednje območje Ljubljane, ki je bilo pod italijansko okupacijo, ker dogajanje v Črnučah sem delal že v prvi knjigi, v Šentvidu nad Ljubljano, ki je bil pač med vojno pod nemško okupacijo, pa v tej drugi knjigi o revolucionarnem nasilju na osrednjem in zahodnem Gorenjskem. Tako da sem se zdaj osredotočil na ta predel, ki je tukaj z rdečo barvo označen, to se pravi južno od tedanje italijansko-nemške okupacijske meje in potem samo ožje središče, ki je bilo od konca februarja 1942 obdano z bodečo žico in pa na ljubljanska predmestja, ki sicer danes spadajo v mestno občino Ljubljana, takrat so pa predstavljala kot eno tako podeželsko predmestje Ljubljane. To se pravi recimo Dravlje, tukaj gor, potem Ježica, Savlje, potem tukaj Devica Marija v Polju oziroma Ljubljana Polje, Bizovik, Sostro in tako naprej. Potem južno je pa tukaj ob obrobju v bistvu Ljubljanskega barja. In tudi po samih povzročiteljih tega revolucionarnega nasilja se je to območje delilo, recimo vsaj v letu, oziroma v obdobju, na katerega sem dal največ pozornosti, to se pravi od poletja 1941 do jeseni 1942, se pravi, sta se ta dva območja razlikovala potem, kdo je povzročal to revolucionarno nasilje, ker tukaj znotraj, v mestu znotraj bodeče žice je v glavnem žrtve povzročal voz, to se pravi varnostno-obveščevalna služba, dočim tukaj v predmestih ljubljanskih pa so povzročale tudi redne partizanske enote, ki so delovali tukaj v okolici Ljubljane. In sicer to je zdaj prikaz žrtev revolucionarnega nasilja po letih, po medvojnih letih, se pravi od 41 do 45, tukaj sem dal za to črtkano, ker tukaj gre večinoma v letu 45 za povojne poboje, to se pravi konc maja, začetek junija 45, ko so bili vrnjeni domobranci, in jih je bilo tudi veliko teh slovenskih domobrancov iz Ljubljane in zato se takrat
graf tako poveča število smrti, drugače se pa pogledamo samo te strogo medvojne žrtve, pa vidimo, da je bilo v bistvu največ nasilja, se pravi največ žrtev je revolucionarna stran povzročila v letu 1942 in 1943. V sami raziskavi sem se pa najbolj osredotočil prav na obdobje od poletja 41 do recimo od julija 41 do oktobra 42, zato ker so bile tu večinoma žrtve revolucionarnega nasilja civilisti in je to obdobje spadalo v obdobje pred nastankom oborožene proti revolucije, zato imajo te žrtve, bi rekel, čisto en drug status, oziroma čisto en drug položaj kot recimo potem od recimo jeseni 42, predvsem po letu 43 ali pa 44, ko so bile žrtve v glavnem oboroženi pripadniki proti revolucionarnih sil, to se pravi bodisi v začetku vaške straže, deloma tudi četniki, slovenski četniki, potem pa v letu 44 pa v glavnem slovenski domobranci. In sicer te žrtve v letu 41-42 so bile v glavnem ubite in ustreljene v Ljubljani, oziroma na območju Ljubljane, dočim potem te žrtve, recimo iz 43. leta pa 44. pa seveda tudi 45. so bile pa izven Ljubljane, predvsem na Dolenjskem, na Notranjskem in tako naprej. Tako da je to. In če se vzamemo samo to obdobje, potem vidimo, kako so te žrtve, kako so se gibali ti vrhunci in padci revolucionarnega nasilja, in sicer sem to razdelil na dva dela, se pravi, deloma so bile, se pravi, sem posebej tukaj označil žrtve, ki so bile pač civilisti, oziroma ki niso bile vojaške osebe, in pa na tiste partizane ali pa partizanske simpatizerje ali pa nekdanje partizane, ki so jih ubili pač partizani sami in tudi pač oni pa iz različnih razlogov, bodisi, da so dezertirali ali pa da so jih imeli za politično ali kako drugače nezanesljive. Veliko recimo tukaj v januarju, februarju 42 imamo primerov, ko so ubili tiste ljudi, ki so bili, recimo, ko so prišli jeseni ali pa po poleti 41 v partizane, pa so potem zaradi hude zime dezertirali, so se umaknili domov, potem so se pa po vsej verjetnosti bali, da jih ne bi izdali in so jih prišli ubita. Potem tukaj poleti 42 je bilo pa v glavnem zaradi, so jih pa v glavnem te v partizanskih enotah ubili zaradi tega, ker so rušili disciplino in takrat so se tudi začeli te ofenzive in tako, in so jih imeli tudi za nezanesljive in so jih ubili kar v četah. V glavnem ne več pozornosti, oziroma ne več tega sem pa seveda posvetil tem civilistom, to je ta rdeča črtkana črta, in vidimo, kako se je to nasilje stopnjevalo spomladi, največje pa potem doseglo v poletnih mesecih leta 42. Potem sem tole razdelil tudi na tem, kdo je, kot sem že prej rekel, povzročil te smrtne žrtve revolucionarnega nasilja, in sicer to se pravi, voz je tole, kar je črtkano, to vidimo, da voz oziroma ta varnostno-obveščevalna služba je v glavnem bila najbolj aktivna od decembra 41 pa do nekako junija 42, potem se njihovo število njihovih napadov oziroma usmrtitev, ki so jih izvršile, zmanjša. Pri teh partizanskih enotah, ki so pa delovali bolj v okolici Ljubljane, po ljubljanskih predmestjih, se je bilo pa ravno obratno, se je pa zelo povečalo to število smrtnih žrtev, ki so ga povzročile pa ravno v poletnih mesecih, kar se nekako sklada tudi s tem grafom, ko so tudi sami v svojih vrstah pobili največ ljudi, oziroma pač svojih članov, oziroma partizanov.
Tako da sem na to časovno obdobje sem dal največ pozornosti. In sicer sem tako nekako gotovo, se pravi, čist natančno za vse se ne da nekako strukturirati, v katero posamezno strukturo oziroma status bi dal te žrtve, vendar kljub temu sem uspel ugotoviti, da so določeno kategorijo pri teh civilnih žrtvah predstavljali predvojni policisti, stražniki, orožniki, mestni in državni uradniki in napadi na te osebe so se začeli že po leti 41 in se potem jeseni 41 še ukrepili. Potem druga taka kategorija, ki jo je napadal, so bili častniki, vojaki in uradniki bivše jugoslovanske vojske. Potem veliko med temi žrtvami v tem obdobju 41-42 so bili železničari, vlakovodje, železniški delavci. Potem so bili seveda tudi predstavniki politično-strankarskega in sindikalnega življenja Ljubljane, pri čemer sem ugotovil, da se je to politično oziroma strogo politično motivirano nasilje oziroma nasilje na predstavnike predvojnih strank ali pa recimo te, ki so skušali organizirati upor proti okupatorju izven komunistične partije, intenziviral oziroma začel šele v bistvu sorazmerno pozno v decembru 41 in je potem se seveda spomladi 42 pa poleti zelo ukrepil. Zanimivo je, da so se komunisti oziroma VOS najprej spravili na predstavnike liberalcev pa socialdemokratov, šele potem dokaj pozno v marcu 42, v glavnem so pa šele začeli pobijati vidne predstavnike katoliškega tabora, ki je bil pač takrat oziroma v času pred vojno najmočnejši. Potem imamo seveda eno kategorijo tudi predvojni imigranti iz Primorske, ker oni so znali italijansko in so jih, veliko so jih sumili pač, da sodelujejo z okupatorjem in da mu kaj izdajajo. V resnici so bili pa edini, ki so znali italijansko, da so se lahko z italijanskimi vojaki pogovarjali. Potem določen procent je bil tudi med temi žrtvami mladih deklet, ki so jim pač učitali druženje z italijanskimi vojaki. Nekatere med njimi so uporabljali tudi za vohunke in so se nekatere potem malo bolj, bi rekel, zaljubile v italijanske vojake, potem niso hoteli več te po vsej verjetnosti prenašati toliko informacij in so jih potem razglasili pač, da se preveč družijo z italijanskimi vojaki in so jih ustreljali, tako da je tudi to ena kategorija. Potem, predvsem v letu 41 sem opazil, da je bilo tudi ustreljenih veliko obrtnikov in delavcev, ki so upravljali delo na terenu in so imeli veliko stikov z ljudmi, recimo kakšni krovci, pa kedazgane, ker po vsej verjetnosti so možno, da so jih sumili, da so odkrili kakšni bunkeroje ali pa kedazgane, ker so dosti delali ali pa recimo tudi kakšne mehanike in tako naprej, tako da je tudi to ena posebna kategorija. Potem, predvsem po leti 41 pa predstavljajo posebno kategorijo tudi te zajeti interniranci, večina Ljubljančani, ki so jih Italijani poslali v Italijo, pa so jih potem pri Verdu zajeli partizani in tisti, ki se niso želeli pridružiti partizanov, so večino od njih tudi postrelili. Potem sem pa nekako vsaj za to območje Ljubljane, ki je bila obdana z bodečo žico, sem ugotovil pač na podlagi teh pregledanih virov, pa tudi mrliških knjig in oziroma opisov pogrebnih knjig, sem nekako ugotovil, da je recimo VOS v letu od julija 41 do 42 v ožjem delu Ljubljane,
ustrelil oziroma ubol 8 italijanskih vojakov oziroma fašistov in tako naprej, se pravi teh, ki so bili po narodnosti Italijani in kar 80 Slovencov, kar pomeni v bistvu razmerje 1 proti 10, no, tako da je to. Potem nekako tudi ta spolna struktura je nekako okoli 20 do 25% ne bi bilo med temi žrtvami žensk, ker sem že nekako z Gorenjsko ugotavljal, da je v strukturi žrtev revolucionarnega nasilja več žensk, kot je bilo žensk v strukturi žrtev, ki jih je povzročila okupatorska stran. Potem imamo tukaj nekaj primerov, recimo ta orožnik Viktor Jagodic, ki je pač bil ustreljen v spopadu z pač oboroženimi komunisti, ki so deloma so že pripadali eni partizanski enoti, vendar so takrat v avgusta 41 še na vsake toliko časa bivali v Ljubljani, pa se potem spet vrnili v gozd. V glavnem je v Šiški odkril, da je med to skupino prepoznal pač nekatere predvojne komuniste in je začel streljati na nje in on je nekako prva žrtev, prva slovenska žrtev revolucionarnega nasilja in o njegovi smrti je potem v Slovencu izšel pač članek na dolgo in široko o njegovem pogrebu, o tem, kako je padel in tako naprej. Potem je pa čez en teden so pa ubili, se pravi, je bil pa prav namerno ubit orožnik Josip Sušnik iz Device Marije v Polju in on je bil po v bistvu prva namerna žrtev revolucionarnega nasilja, ker ga je pač prišel ubit na dom eden od komunistov in o tem pa od njegovi smrti pa časopisi niso nič pisali, prav zanimivo in je recimo, no to je to je njegova slika. In je potem še iz osmrtnice, ki je bila potem čez nekaj dni objavljena v časopisu, ni bilo razvidno, da je bil pač žrtev atentata, ampak bi potem sklepali, da bi umrl naravne smrti, ker potem so pa že začeli po vsej verjetnosti tudi v medijih, oziroma eno obdobje, ko se o teh revolucionarnih žrtvah ni smelo pisati, ker so pač Italijani omejevali, da ne bi imeli ljudi občutka, kot da ne obvladajo več situacije. In to je trajalo nekako do spomladi 42. leta, ko so pa te žrtve postale tako številčne, da se je spet začelo več pisati tudi v dnevnem časopisu o teh žrtvah. Vse bolj podrobno tudi v knjigi pišem, kako je ta razvoj potekal, recimo v časopisu, kdaj se več piše, kdaj se manj piše. No, glavnem, v zvezi s tem Jožefom Sušnikom sem se potem kar dost ukvarjal z njim, sem napisal tudi v reviji SLO en članek o tem, prav o njegovi rodbini in tako naprej, ker on je bil tudi oče od zelo znane raziskovalke Branislave Sušnik, ki je potem v Paragvaju bila zelo znana raziskovalka življenja indijancev in je leta 1945 morala emigrirati iz Slovenije. Potem imamo recimo da imam par primerov, recimo tale zelo znani predstavnik predvojnega liberalnega tabora August Praprotnik, ki je bil ubit 20. februarja 42, ki je tudi bil v voz, imam tudi noter upisano, kako je potekal atentat nanj.
Potem imamo tukaj prvo duhovniško žrtev revolucionarnega nasilja v Sloveniji, za katero sem potem odkril tudi na podlagi zaslišanja, ohranjenega zapisnika zaslišanja od Vita Krajgarja iz konca aprila 1945, da so ga ubili po pomoti oziroma da ga niso nameravali ubiti prav njega, ampak ga drugega duhovnika, sicer ne piše koga, ubili so, mislim, in od takrat naprej ne bi tudi bolj poostrili delo VOS-a in ga bolj centralizirali, ker do